Lepo pozdravljeni. V adventnem času predstavljamo zgodbe, ki jih ustvarjajo srčni ljudje in so vredne posnemanja. Tokrat predstavljamo Prostofer. Z nami sta Miha Bogataj, pobudnik akcije, in Jurij Barič, voznik. Gospod Bogataj, kaj je Prostofer? Ja, lep dober dan. Sama beseda Prostofer je skovanka iz prostovoljni šofer, se pravi Prostofer. Po to besedo pa seveda razumemo brezplačne prevoze za starostnike. Seveda pa ne moremo razumeti, da je to zdaj neka taksi služba, ki je prišla v neko občino in kjer vozimo zdaj kar vse voznike, ampak je to namenjeno predvsem tistim, seveda, ki nimajo svojcev, ne vozijo sami, nimajo lastnega vozila ali pa so morda teže gibalno sposobni, kle mislim hojce, bergla, da jim ta razdalja do avtobusne postaje povzroča večjo težavo. To so nekako uporabniki te storitve Prostofer. Kako ste vi prišli do te zamisli? Sama ideja je nastala nekako pred 5 leti. Mi sicer že v okviru našega podjetja računalniškega, kjer tudi sam delam, delamo za Zvezo društev upokojencev Slovenije informacijski del največjega projekta Starejši za starejše, v katerega je vključenih 270 slovenskih društev. Njihovih 3000 prostovoljcev obiskuje približno 240 000 upokojencev na domu in letno nudi okoli 100 000 pomoči. Največkrat nudena potreba po pomoči je druženje, druga pa je bila potreba po prevozih. In tako je potem nastal tudi naš zavod Zlata mreža in pa ta projekt Prostofer, ki nekako pokriva to potrebo po prevozih. Mogoče res čisto na začetku smo imeli en manj uspešen poskus, kjer smo nekako voznike nagovarjali, da bi z svojimi vozili lahko upravljali te prevoze, vendar smo kmalu ugotovili, da so stroški goriva tako visoki in pa veliki stroški zavarovanja teh vozil, da smo potem, se pravi, šli v drugo smer, kjer smo začeli nagovarjati občine, da občine zagotovijo vozilo, mi pa potem poskrbimo zadaj za vso logistiko, se pravi klicni center, koordinacijo med sami prevozi, obveščanje voznikov in pa obveščanje uporabnikov, kdo je tisti, ki pride. No, preden damo besedo vozniku, torej koliko voznikov imate zdaj v celi Sloveniji? Ja, no evo, če se lahko pohvalim, trenutno vozimo že v 108 slovenskih občinah, kar je več kot polovica Slovenije. Od tega imamo 6 mestnih občin, Maribor kot največja mestna občina in pa več kot 1200 prostovoljnih voznikov, kateri so v lanskem letu opravili nekaj več kot 40 000 prevozov. Mislim pa, da v letu 2024 bo ta številka še večja. No in eden od teh 1200 voznikov je gospod Jurij Barič, ki je zdaj naš gost. Gospod Barič, kako dolgo že vozite upokojence in zakaj ste se za to odločili? Vozim, odkar se je začelo. Odkar ste dobili na naši občini to vozilo. Zbrali se nas je 7 prostovoljcev, imeli smo sestanek in seznanili smo se z vozilom in začeli voziti. Prednost je, da spoznavaš to novejšo tehniko in tako naprej, ki je včasih tudi malo prehitra, bi rekel. Ne. Skratka, ni pa vse v tehniki spet, ker tudi vozila še niso bila toliko, da bi lahko pogledal, kje imaš ulico točno, pa to, pa tako naprej. Ne. Aha, to se pravi, najprej katera občina je to? Občina Brezovica. No in zdaj govorite o novi tehniki, torej vi vozite, katera avto vozite? Renault Zoe električni. Električni? Tako. In ta nova tehnika je kaj? Iskanje po zemljevidu ali kako je to? Ta tehnika je, bi rekel, zelo, zelo napredna, ne. Čeprav domet je tak, kakor pač je, ne, in težko prideš, če je že kakšen izreden prevoz in tako naprej, če stranka hoče iti ali v Valdoltro, ali Ankaran dol in tako naprej, ali v Koper, da prideš še nazaj, ne. To je že zdaj tista omejitev, ne, ki jo rešujemo, kakor pač moramo, ne.
To se pravi zato, ker je to električno vozilo. Ne? Tako je. Ja? A so vsa vozila električna po vsej Sloveniji? Ne, stremeli smo k temu, ja, da bi bili tudi mi nekako ekološko osveščeni, zato smo nekako v samem začetku za našim partnerjem dajali ven kar se da veliko električnih vozil. Lahko rečem, da imamo preko 60 električnih vozil, kar je več kot polovica. V zadnjem času se nekoliko manj občin za to odloča, je pa vsako vozilo dobro, se pravi tako, ki je tehnično izpravno, pa seveda, ki je primerno za starostnike. Strmimo k temu, da je vozilo vsaj 5-vratno, da je sedišče nekoliko večje, kar v električnih vozilih je, ker so vse te baterije nekako zložene po dnu vozila, da starostniki lažje vstopajo in pa izstopajo iz vozila. In če se lahko še tukaj mogoče navežem na pogovor, ja, v zimskem času seveda dometi teh električnih vozil so tam nekje do 300 km, a ne, mogoče še nekoliko manj, in ko pride do potrebe po izrednem prevozu, ki ga občina odobri za uporabnika, kot je omenil gospod Barič, rečemo Valdoltra, a ne, tako vozilo kar težko zmore pot tja in nazaj, zato ga je vmes še potrebno polniti, tako da se je potrebno ustaviti na neki polnilnici, morda dopolniti nekoliko energije, da se lahko varno vrne na občino. So pa taka vozila, lahko rečem, prijazna, ni jih potrebno tankati, ni potrebno skrbeti za to, ker je na občini polnilnica, vsak voznik, ko opravi prevoze tistega dne, ker jih je tudi več kot eden, vozilo parkira, ga priklopi in vozilo je vsakokrat polno za naslednjega voznika. Tako da sistem sam teče, ne potrebujemo nekih bencinskih črpalk, ne, in pa nekoga, ki bi skrbel za to, da bo vsakokrat rezervoar napolnjen. No, ampak sicer tudi tankate bencin, ne? So tudi bencinska. Seveda, imamo tudi vozila na fosilna goriva, govorimo bencinska, dizelska, seveda, kar nekaj je tudi teh, sploh tam, kjer imamo občine v nekih bolj goratih predelih, a ne, naprimer tukaj bližna recimo že občina Ig, ki pokriva Kurešček in podobno, seveda vozilo 4x4, 4-kolesni pogon, zato da lahko pridemo tudi po zimi do tistih najbolj oddaljenih kmetij, ki so najslabše povezane in ljudje, ki imajo res potrebe po pomoči. Tako da ja, tam se poslužujemo pa seveda drugih vozil. In to plača kdo? Vozilo je v lasti občine, se pravi, vozilo vedno zagotovi občina. Gorivo? Gorivo prav tako občina. Seveda, vozilo in pa gorivo je strošek posamezne občine, ki se vključi v projekt Prostofer. Upokojenec pa ne plača nič. Upokojenec nič, upokojenci prihajajo z vrst prostovoljcev, seveda to ne sme nastati njihov strošek. Mi smo že zelo veseli, da so tako kot gospod Barič pripravljeni dati svoj prosti čas. Strmimo nekako k temu, prej je gospod Jurij omenil, da ima na Brezovici 7 prostovoljnih voznikov. Idealna številka je, če ima občina lahko nekje 10 voznikov, a veste. Tudi če oni vozijo vsak delovnik, da je to nekako z 20 delovnih dni, da vsak voznik pride v povprečju nekje 2-krat na mesec, da opravi prevoze tistega dne, zato da tudi voznike prostovoljce ne preobremenimo. Dobro, gospod Jurij Barič, vi ste prostovolec, zdaj rekli ste, da vozite od vsega začetka. Kaj točno, kam vozite, koga ste že vse peljali? Malce nam povejte, kako je videti ta vaša vožnja. Z mojim avtom pridem do občine, vzamem ključ, se usedem v avto in grem do stranke, s katero se zmenimo, kjer je na vrsti in tako naprej. In potem od kakšnega nakupa v trgovini do tudi na Žale jih peljem, no pa nazaj tudi, potem pa okoli zdravnikov, na preiskave razne, v kakšen dom, k zobozdravniku, pač kakor je potreba in kakor se zmenimo. Jih vi potem tudi počakate, recimo, če gre nekdo k zdravniku, ga čakate tam, da je opravil? Če je samo eden, ne. Ja. Če sta pa 2, 3, tudi 4 se je že zgodilo, ampak to je pa pol že malo hudo in težko ratuje in tako naprej, ne. Ker ljudje so vse sorte, bi rekel, in zdravstveno in tako narejeni, ne, da se vsem nekamo mudi, bi rekel, in tako, ne. Zdaj pa, če nekoga moraš čakati 2 ure, pa ta drug je že na vrst, da ga peleš in tako naprej, je to malo naroden, ne. No, ampak rekli ste, ljudje so vse sorte. Kdo so zdaj ti ljudje, ki pridejo, imate kakšne izkušnje z njimi? Kaj se dogaja? Se vi potem pogovarjate z njimi? Kaj povedo ti ljudje? Ljudje so pa 100 ljudi, 100 čudi, bi rekel, ne. Pogovarjaš se normalno, tolažeš ga, kakor ga pač lahko, ne. Vsem se mudi, vsem to in tret, jaz bi rekel, časi so
prelepi samo ljudje jih komplicirajo preveč. Ne. Vse samo se boji umreti in tako naprej, ja, ljube duše, do smrt bomo vsi živeli, pa noben nič dalj ne. In kaj rečejo? Kakšni so ti pogovori? Tako kot ljudje bi rekel, ne. Ne. Imaš od zelo živčnih pa do zelo prijetnih, ne, bi rekel. Ali je več žensk ali moških? Zelo malo moških, bom rekel, da je. Zelo malo, mogoče 10-15%. Ali ste vi že prej, preden je nastal ta prostofer, pomagali z vožnjami? Kako? Da bi soseda peljali ali V kako? krogu družine, sosedje so, se veste, kako so danes. Ne? Vsak po svoje. Ne? Če pa kdo karkoli hotel, sem pa rade volje mu ustregel in tako naprej. Ne? Dobro, gospod Bogataj, vi omenjate na tej vaši spletni strani, da zagotavljate večjo mobilnost, socialno vključenost, medsebojno povezovanje. Naštejte nam nekaj teh vodil, ki vas vodijo. Seveda, prvo vodilo je bila pomoč tem ljudem, ki so dejansko pomoči potrebni. Seveda je bilo tukaj potrebno uporabiti neko sito, a ne, da nas seveda ne izkoriščajo pri teh prevozih. In ker gre tukaj... In to sito je kaj? In to sito nekako uporabljamo, bom rekel tako, zelo mehko smo ga poskušali implementirati, da nekako povemo in osveščamo uporabnike, komu je to namenjeno. Seveda ni vedno tako, kdaj prije tudi izkoriščan, zato imamo mi tudi s prostovoljci izobraževanja in na teh izobraževanjih povemo, da če zaznajo izkoriščanje, da nam prosim to javijo. In to bi bilo kaj? Kako bi center. To bi bilo tako, lejte, da nekdo, ki ima svoje vozilo, enostavno pokliče prostoferja, da ga mi peljemo v Ljubljano, zato ker je parkiranje v parkirni hiši 4 evre na uro, veste, in da ne pusti svoje vozilo v parkirni hiši, izkoristi prostoferja, ga pokliče in zelo nerodno, veste, voznik pride na dom, vidi vozilo je doma, morda so tudi svojci, ki bi lahko to osebo peljali, pa je bil kljub temu prostofer izkoriščen. Mi takrat, lejte, ko pridemo, prevoza ne zavrnemo. Osebo peljemo, voznik med potjo lepo razloži, komu je to namenjeno in pa seveda javi na klicni center. Mi takrat, ko taka oseba ponovno pokliče in lepo razložimo, komu so te prevozi namenjeni in če lahko naj te prevoze opravijo sami oziroma svojci, ko pa enkrat ne bojo več mogli voziti in ko bo napočil ta čas, da jim pomagamo, bomo pa mi z veseljem priskočili. Veste, ni to, da mi ne bi hoteli voziti, ampak problem nastane tukaj, ker je bil ta termin mogoče takrat zaseden, pa bi ga potreboval nekdo drug, ki resno potrebuje ta prevoz, mi smo pa peljali nekoga, ki morda ni bil najbolj upravičen do tega prevoza. Gospod Barič, se je vam to že zgodilo? Ste prišli nekam, pa je bil avto na dvorišču? To je veliko krat, to ni merodajno, bom rekel. Ne? Ja. Ne. Kako ste reagirali? Kaj pa še reagirati? Stranka pride ven, jo peleš in fertik. Ne? Je pa to, da določeni resnično si to malo drugače predstavljajo. Ne? In vkolikor ni preč na vrsti in tisti dan in tako naprej, ne? Potem je že, ja bom pa drugega dobila. Ja, hvala Bogu. Ne? Ne? To se pravi, ni samo to. Ne? Veliko je tudi takih, ki izkoriščajo, bi rekel. No? Imate vi stalne stranke na Brezovici? Stalnih strank ni, ker nas je toliko, da ne, kjer pač pride na vrsto, kogar pač dobiš in tako naprej, je to. Stalnih strank ni. Ni. To se pravi, na Brezovici vas je koliko voznikov? Jaz jih ne zbiram. Ja, lejte, voznikov, mislim, da jih je še 6, ker se vidite, tudi mi stari ratujemo in tako naprej. Ne? Eden je zdaj na bolniški oziroma so mu noge povedale nekaj in tako naprej. Ne? Tudi jaz sem v zančene težave, pa delamo, kakor pač moramo, z dobro voljo in z nasmehom, kakor se le da. Kaj vam pomeni to, da vozite kot voznik prostoferja? Želja pomagati ljudem, kakor pač lahko. Ne? Ljudje so pa vse sorte, žal, dan današnji, vse verjame samo v denar, v hitenje in tako naprej. Denar je za reveže, vladar je sprav. Čas je pa zlato, ne denar. Ne? In tega ne znamo ceniti. Premalo je sodelovanja, premalo ljubezni, vse samo hiti in nori. To je tista žalost.
Dobro, gospod Bogataj, zdaj obstaja tudi zavod Zlata mreža, ki ima status nevladne organizacije. Tako, to je Tudi v tej zlati mreži ste vi vključeni. Kaj pa je Zlata mreža? Seveda, Zlata mreža je zavod, ki ga vodiva za sodelavko Viktorijo Muha. In zavod Zlata mreža je ustanovitelj projekta Prostofer. Imamo pa še drugo dejavnost, to so zlati kotički, ki smo jih dobili strani našega sponzorja, zdaj ga lahko povem. Ja, lahko seveda povem. Ja, to je pač podjetje Mercator, ki nam je omogočil brezplačne prostore v svojih Mercatorjevih centrih. Imamo jih 7 po Sloveniji. Tam noter se dogajajo različne dejavnosti za upokojence, veliko teh dejavnosti. Namen pa je, da vse, kar noter delamo, je za upokojence brezplačno. Tako da, In kaj počnete v teh? Kaj počnemo? Poglejte, mi smo pač naše vodilo bilo to, da ko gre nekdo v pokoj do upokojencev, to ne pomeni, da je on še izgubil vsa svoja znanja, veste. In tam noter je od igranja šaha do pevskih zborov, imamo celo svetovanje pravnikov, ali pa odvetnikov, ki so šli v pokoj in so zdaj pripravljeni brezplačno svetovati upokojencom v kakšnih pravdnih zadevah, kakšna frizerka, kdaj koga celo lahko rečem, tudi striže brezplačno, drugače predvsem neke rokodelske delavnice, kjer izdelujejo različne stvari, kdaj iz gline, kdaj punčke s cun in tako naprej. Lih zadnjič smo v Medvodah delali tudi copatke in smo jih potem na otroško kliniko podarili. Mislim, da so naredili 1000 copatkov, da so se štrikali in tako naprej. Tako da vse, kar tam naredijo, potem nekako podarimo v te humanitarne To se namene. pravi Prostofer, vožnje in potem te kotički. In pa zlati kotički. Ja, to je tisto, to, kar dela Ja. zavod Zlata mreža. Tako. Ja, povejte nam, kje je vse to? Zato, ker moram reči, da smo lahko začudeni, da ne slišimo več o tem. Kje imate te kotičke? Ja, moram reči, da vsako leto, ravno mogoče v času Božiča novega leta, nas mediji nekoliko večkrat obiščejo, tako da takrat smo medijsko nekoliko bolj prepoznavni. Drugače pa naši kotički so v Kopru, v Novi Gorici, v Medvodah, Žalcu, Velenju, Ptuju in pa Grosuplju. Ne pa v Ljubljani. Ne pa v Ljubljani in tudi Prostoferja žal ni v Ljubljani. Kako pa to? Pa Ja. takega župana imamo. Pa takega župana imamo, res je. Lejte, to je pa vprašanje, ki mislim, da se mi največkrat pojavi. Zelo bi si želeli biti v Ljubljani in tudi naredili smo nekako načrt, kako pokriti 300 in več tisoč prebivalcev, seveda potrebovali bi 16 vozil. Ljubljano smo nekako že razdelili na 16 četrtnih skupnosti, tako da bi to lahko šlo. Celo pilota smo hoteli postaviti v četrtni skupnosti oziroma v Sostrem, vendar je bil odgovor takrat strani mestne občine, da je za upokojence v Ljubljani dobro poskrbljeno, da imajo brezplačni mestni avtobus, da je na voljo kavaler, potem v kliničnem centru tudi Klinko kavaler, da tudi pri Žalah vozi. Pa mislim, da je tudi ta Golf Urban, tam, kjer so te določene proge bile ukinjene, da lahko na klic pride ta golf na postajališče. Vendar kljub vsemu temu, ko se jaz pogovarjam z temi predsedniki krajevnih skupnosti, rekli, veš, Miha, pa temu ni tako, ne. Vaša storitev Prostofer je pa edinstvena, ker je to storitev od vrat do vrat. Vi uporabnika poberete, ga peljete v bolnišnico, ga potem počakate, ga pripeljete nazaj, ste v eno roko tudi spremljevalci. Tukaj pa težko prideti na ta avtobus, pa še vozni redi, ne, mogoče gor na Janče, ko sem ravno omenil Sostro, pride, ne vem, nekajkrat, a ne na dan, parkrat mogoče, ne. Tako da tukaj pa je težava in tukaj pa bi bil Prostofer tisti, ki bi bil potreben. Tako da mogoče, evo, če nas bojo danes slišali, pa mogoče premaknemo tudi Ljubljano, tako da, ja. Pa tudi sicer niste plačani nič. Ne? Vi ne dobite nobenega državnega denarja. Ne, lejte, nič. Tukaj gre za dejansko za humanitarno storitev, ki jo z veseljem upravljamo tudi jaz in moja sodelavka Viktorija to delo upravljava kot prostovoljca. In lahko vam zagotovim, da zaenkrat še nisva prejela nobenih državnih sredstev, pa tudi ne bi jih potrebovala zase. Bolj bi prosila, da bi mogoče nekako stopili naproti, se pravi, občinam, da bi mogoče lahko sofinancirali nek strošek klicnega centra, ne, da ki pade tukaj en delček na občine, da bi tako nekako pomagali. In mogoče, če nas bojo slišali gospodje z ministrstev, pa bomo zelo veseli. Če nas pokličejo. Brezplačna številka, bom zdaj počasi povedala, Ja. je 08 10 10. Res je. To je za celo Slovenijo. To je za celo Slovenijo na voljo vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8 ure do 18 zvečer.
In ta klicni center pa vodite vi, ne? Seveda, to je naš klicni center, kjer je kar nekaj deklic zaposlenih v klicnem centru. Zadaj pa še nek zelo dober program, katerega smo mi razvili, ki tudi zna razvrščati. Prej rekel gospod Barič, ne more imeti stalne stranke. Res je, program je tisti, ki nekako določa in tudi ko voznik v mesecu opravi prevoz, ga sam program da na zadnje mesto in operaterju poriva naprej tiste, ki še znotraj meseca niso vozili. Zato, da ne bi enega preobremenili, mu dali 10 prevozov, veste, drugmu pa nobenega, ne? Tako da nekako tudi ta program pomaga uravnotežiti število prevozov. In dobiš seveda tistega uporabnika, ki ga dobiš. Slučajno. Ja, gospod Tako. Barič, koliko prevozov vi opravite na mesec? 3 sigurno. 3. Aha. Tako. Kakšna je pa ta razdalja, ki jo opravite takrat? Od Kam peljete? 10-20 kilometrov pa kaj do, Ja. kot sem rekel, 150-300. Torej, recimo peljete v klinični center, Tako je. ja, v trgovino, malce nam Tako. povejte, kam vse Ob vozite. kjerokoli uri, ne, to se A, ob pravi kateri koli uri? ja, no, torej, Ja. tudi že od 7 zjutraj, ne, Ja, ja. ne, pa je treba dan prej jeti po ključ ali pa ga vzeti, ne, pa do 7-8 zvečer, kakor pač je. Gospod Bogataj, kako so se ti vozniki vključili? Mi imamo pripravljenih tudi nekaj fotografij, mogoče se zdaj lahko zavrtijo, da vidimo vse te voznike. Kje ste nabrali vse te voznike? Kdo vse vam pomaga? Ja, seveda, kako nabrati voznike prostovoljce? Mogoče najtežji del, ko v neko občino pridemo in postavljamo projekt Prostofer, kajti vozniki so srce Prostoferja. Če nimaš voznikov, a veste, tudi ne moreš imeti projekta Prostofer, tako da brez voznikov seveda se ne da voziti. Nekako skupaj z občino nagovorimo te voznike najprej v lokalnem časopisu, ki ga občine izdajajo, tako da damo noter nek poziv za voznike prostovoljce. Potem se obrnemo na društva upokojencev, to nekako storim jaz, na društvo upokojencev, potem pa skupaj z občino na vsa ostala društva v občini. Zelo dobrodošlo je tam, kjer so društva ali AMD ali ZŠAM, to so vozniki, ki se najpogosteje zelo dobro odzovejo, bivši vozniki seveda avtobusov, kamionov in podobno, ki se zelo dobro odzovejo, pa tudi druga društva, gasilska, planinska, balinarska, kakršnakoli. Skratka, nagovarjamo vsa društva, da bi pridobili čim večje število voznikov. Pa morda, če mi dovolite, bi se samo navezal prej še na prevoze, ko je gospod Barič omenil. Ker sva govorila o humanitarnem projektu Prostofer, ne, imamo mi tudi te prevoze razdeljene v 3 prioritetne sklope. Največkrat seveda je potreba po zdravstveni oskrbi. Zato je na prvem mestu prioriteta 1, se pravi zdravnik specialist, zdravstveni dom, lekarna. V drugem sklopu so vse ustanove javnega značaja, občina, upravna enota, banka, pošta, center, socialno delo, podobno. V tretjem sklopu pride pa trgovina, pokopališče, obisk svojca v domu upokojencev. To je tisto, kar mi vozimo. Za Prostoferjem, veste, se ne dajeti v gledališče, pa v kino. Žal, ker imamo premalo vozil in poskušamo res nekako zagotavljati v prvi vrsti zdravniško oskrbo, potem vse ostale prevoze. Pomembno je to zato, če neka gospa, ne vem, za sredo rezervira trgovino, potem pa pride potreba po zdravniku specialistu, da mi nekako to trgovino poskušamo premakniti za to, da zagotovimo zdravnika specialista. Koliko vnaprej pa morajo ljudje rezervirati to svojo vožnjo? Ja, mi prosimo, da vsaj 3 dni. Ja, veste, če 3 dni prej zvemo za prevoz, ima potem tudi naš klicni center možnost poiskati voznika prostovoljca, tudi če bo 2 dni prej, ne bo nobene težave. Tako, če nas pa pokličejo danes ob 10, pa rečejo, da rabijo prevoz ob 11, pa žal ne gre. A veste, to pa ni taksi, vozilo je zasedeno, mi tudi voznika ne moremo, a veste, kar takoj najdeti, ne. Pa še ena dobra plat tega je, če nekako zvemo za prevoze vnaprej, vsaj 3 dni naprej, lahko mi na nivoju klicnega centra tudi vršimo optimizacijo. Kot je rekel gospod Juri, imaš prevoze v Ljubljano za v bolnišnico, enega ob 8, enega ob 9, ne, mogoče obeh ne bi uspel, tako pa mi pokličimo, združimo prevoze, rečemo gospe, ki ima ob 9, rečemo, lejte, če greste ob 8 z nami, vas lahko peljemo, sicer pa žal ne bomo mogli, in takrat tudi združi prevoz, pobere oba in nekako oba hkrati pelje v bolnišnico. Ali ste vi močna konkurenca taksistom?
Ne, nikakor ne bi. Lejte, to so večina naših ljudi je takih, ki bi si taksi tudi težje privoščili. Se pravi, govorimo tudi o socialno šibkejših ljudeh in pa seveda teh, ki so prejemniki ali socialnih pomoči ali pa mogoče danes va skoraj nekje, bi lahko rekel, na podeželju, kjer je gospod Barič omenil že medsosedsko pomoč, ki jo je izvajal še pred projektom Prostofer. Tako da nikakor ne bi rekel, a veste, mi smo tudi spremljevalci, taksisti niso, ne, mi tudi kakšno vrečko nesemo, počakamo uporabnika, pospremimo po stopnicah in tako dalje. Poleg tega so, lahko rečem, naši tako vozniki kot uporabniki tudi ustrezno zavarovani, tako med prevozom kot tudi v času, ko so izven vozila. Zavarovani zakaj? Zavarovani v primeru nesreče. Seveda, vozilo mora biti kasko zavarovano, zavarovan mora biti sopotnik in zavarovani vsi potniki v vozilu. Če bi prišlo, moram potrkati na les, do prometne nesreče, je potrebno imeti seveda zavarovanega tako voznika kot uporabnike in pa v času, ko je naš prostovoljec izven vozila kot spremljevalec, seveda ga imamo zavarovanega tudi po zakonu o prostovoljstvu. To nam pa omogoča naš sponzor, Zavarovalnica Triglav. Dobro. Gospod Barič, lahko podelite z nami kakšno zgodbo, dobro zgodbo, lepo zgodbo ali pa ne tako lepo, ki se vam je zgodila v tem času? Veliko je tega, sem zdaj. Kakšno neprijetno? Zgodbo, torej niso neprijetne, torej vozil sem fanta, človeka, no, torej penzionista, normalno, brez ene noge od začetka, no, da pol čez en let je bil že brez druge noge in tako naprej, ne. Malo naroden je bilo tisti voziček noter, pa to polno, ampak vse smo se zmanili. Pomagam, kakor pač lahko, ne. Res je naroden, če ljudje ne vejo, kaj hočejo, ne. To recimo, kaj to pomeni, da ne vedo, kam gredo ali kako? Recimo, peljal sem žensko na pokopališče v Dravlje, ne, kjer smo potem iskali več kot pol ure grob, ne. Ni vedela, kje je, ne. No, končno sem ga jaz našel, ne, ker sem rekel, pa sem že drugo stranko spet zapeljati in tako naprej, ne. Ne, pa teta me je že čakala, kao, ne, vsa živčna, ne. Jaz pa telefon mi nekako, ne vem, kako se to zgodi, tudi ta tehnika je nekaj narobe zno, da ni zvonil, ne. In pa vsa živčna, ja, kje pa ste, ja, draga gospa, evo, zdajle grem no, to je bilo iz groba, ne, evo, ne morem po vas prijeti prej, kot v 4 ure. Ja, pa ni treba prijeti. Lepo, hvala, da ste povedala, da vas še tam ne iščem, ne. Plus človek mi je iz ambulante nekako šel kamorkoli, mogel bi imeti spremstvo, ne. Pol sem ugotovil kasneje, da v spremstvu mogel imeti, ne, mobitela nima v sabo, kaj, čakam, iščem, gledam, 103, kje ga bom najdel, ne. Človek je bil pa že doma, ne. Ne, to se pravi, vidimo, da je to zelo pestro. Kar pestro, ja, kar pestro. Mora biti človek zelo debele živce. Dobro, za konec povejte nam, kako dolgo boste, gospod Barič, vi to še upravljali? Imate kakšen načrt? Poglejte, najlepše je delati z veseljem, dobro voljo in tako naprej, ne. Ne. Dokler se ne bojo časi najlepše spremenili, ne, oziroma dokler bom pač lahko, ne. Kaj pa vi, gospod Bogataj, kakšne so pa vaše želje in cilji za prihodnje leto, za naprej s tem projektom Prostofer? Ja, zdaj, ena božična želja, ki upam, da se mi bo uresničila, ampak zelo ne verjamem. Jaz bi si želel, lejte, da bi lahko enkrat vse slovenske občine vključil v projekt Prostofer. Če ste me jih vprašali po želji, ne, zdaj, kako uspešen bom, lejte, sem pa vesel, ker se vedno nove in nove priključujejo, vedno več jih je, tako da z vsako novo sem jaz bolj vesel. Ja, pa mogoče še tem našem sloganu, no, srcem na poti, ne, ki ga imajo naši prostoferji. Jaz vedno rad rečem, ko sem na kakšni občini, da veličina človeka se ne meri v denarju in moči, temveč v srčnosti in dobroti. In tako tudi naši prostoferji, ne, so najbolj srčni ljudje. Je tako, vidite. Ja. To je pa zelo lepa misel za konec. Manjka, ja. Jaz se vam zahvaljujem za ta prijazen intervju. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa blagoslovljen Božič in srečno novo leto.